Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, en lep poletni pozdrav, čeprav zelo deževen tukaj le pri nas v Ljubljani. Dobrodošli na današnjem webinarju. V dobre pol ure si bomo pogledali, kaj nam je drugo četrtletje 2023 prineslo na borzi. Verjamem, da vam bomo malo popestrili tale turoben dan. Moje ime je Karmen Pogorevc in v imenu Ljubljanske borze bom danes vodila ta online dogodek. Kot ponovadi pa najprej pravno obvestilo. Webinar je izključno informativne narave. Na njem bosta sodelovala strokovnjaka, ki bosta izrazila svoja osebna mnenja in spoznanja. Vsebina webinarja ali katerikoli del njega ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Webinar se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na YouTube kanalu borze. Občinstvo vabim, da postavlja vprašanja v Q&A del. Kmalu se mi boste pridružila naša današnja gosta, ampak najprej si poglejmo kratek pregled, kakšno je bilo poslovanje na Ljubljanski borzi v drugem četrtletju letošnjega leta v številkah. Vrednost tržne kapitalizacije delnic se je od konca leta 2022 zvišala za 18,1% in je konec junija 2023 znašala 9011 milijonov evrov. Navedeno zvišanje je posledica rasti tečajev delnic. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v drugem četrtletju 2023 znašal 81,1 milijonov evrov, promet brez svežnjev pa 75,5 milijonov evrov, kar znaša 13,7% manj celotnega prometa brez svežnjev v primerjavi z drugim kvartalom lanskega leta. Takrat so nekoliko povišan promet še vedno ustvarjale negotovosti vezane na rusko-ukrajinsko krizo. Povprečni dnevni promet je znašal 1,4 milijona evrov, v predhodnem četrtletju 1,1 milijonov evrov. Povprečno število poslov na dan se je povečalo na 145 s 131 v predhodnem četrtletju. Tudi v drugem kvartalu 2023 so bile najprometnejše delnice Krke iz prve kotacije. Z njimi je bilo ustvarjenega 37,5% prometa vseh delnic borze. Drugo mesto glede na dosežen promet so s 25,8% deležem zasedle delnice NLB, tretje pa z 9,1% deležem delnice Zavarovalnice Triglav. Po dolgem času se je trgovalo s 5 zakladnimi menicami, kar kaže na pozitiven vpliv prisotnosti vzdrževalca likvidnosti. Zmagovalce in poražence smo ponovno iskali samo med delnicami, s katerimi je bilo v četrtletju sklenjenih za več kot 100 tisoč evrov poslov. Največ vrednosti so pridobile delnice Luke Koper in sicer 20,5%. Sledijo delnice Salusa, Krke, NLB in Petrola. Na drugi strani so največ vrednosti izgubile delnice Cinkarne Celje in sicer 13,9%. Sledijo delnice Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije in Save Re. Poglejmo si sedaj še gibanje slovenskih indeksov napram nekaterim ostalim v regiji. V drugem četrtletju 2023 je indeks SBI Top pridobil 2,6% vrednosti, indeks SBI Top Total Return pa na račun dividendne donosnosti 4,5% vrednosti. To se tudi lepo vidi na grafu, ko se temno modra črta, ki prikazuje indeks SBI Total Return, odcepi od odebeljene svetlomodre črte, ki prikazuje indeks SBI Top. Sledi še prikaz donosov delnic prve kotacije. Pri delnicah iz sektorja finančnih in zavarovalniških dejavnosti je prišlo do naslednjih premikov tečajev. NLB plus 5,4%, Pozavarovalnica Sava minus 4,3%, Zavarovalnica Triglav minus 12,3%. Pri delnicah iz sektorjev predelovalnih dejavnosti in trgovine vzdrževanja in popravil motornih vozil je prišlo do naslednjih premikov. Cinkarna Celje minus 13,9%, Krka plus 7,4%, Petrol plus 5,2%. Pri delnicah iz sektorjev informacijske in komunikacijske dejavnosti in promet in skladiščenje so bili ustvarjeni naslednji premiki tečajev. Intereuropa minus 1,7%, Luka Koper plus 20,5%, Telekom Slovenije minus 4,8%.
Sedaj pa je čas, da se nam pridružita današnja gosta, ki bosta pokomentirala dogajanje na trgu. Tokrat sta z nami predstavnika nove KBM, Tomislav Apolonijo, vodja tima borznih posrednikov, in prvič z nami tudi predstavnik iz oddelka zakladništva, to je Žan Jarc, trgovec v zakladništvu. Dobrodošla. Pozdravljeni. Pa začnimo kot ponovadi s pogledom na tele prikazane številke na Ljubljanski borzi v drugem četrtletju. Tomi, kakšen je tvoj komentar? Ja, v bistvu drugo četrtletje je zmeraj četrtletje skupščin, odločanja o dividendah, potem majčkeno že povejo, koliko bojo plane uspeli realizirati, koliko so v 3-5 mesecih realizirali, imamo uradne rezultate za prvo četrtletje in jaz bi rekel tako, v angleščini inline, v skladu s pričakovanji, glede na to, kaj se dogaja z gospodarstvom v svetu, kako so se dvigovale obrestne mere. Potem iz tega naslova je glavnina delnic, ki je zrasla predvsem iz naslova dividend, ki so bile objavljene, glede na to, da bom rekel, obrestne mere na bankah je skoraj da ni za depozite, alternativa so zakladne menice, na drugi strani imamo pa dividendne donosnosti, ki so pa kar, bom rekel, tam od 5 do 6%, kar je zanimivo za tiste vlagatelje, ki nekako, bi rekel, že tradicionalno vlagajo v te naše blue chipe, no, tako. Ok, če ostaneva mogoče še malo pri tem drugem četrtletju. V tem četrtletju je bilo tudi zelo zanimivo dogajanje z zavarovalnicami. Ko smo videli, sta obe zavarovalniški skupini v drugem četrtletju precej izgubili na vrednosti. Kako vplivajo te dileme glede in dogajanja okrog dodatnega zavarovanja na poslovanje obeh kotirajočih zavarovalnic? Ok, zdaj, na eni strani pozavarovalnica Sava nima dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Oni so v bistvu zaradi računovodskih standardov morali prevrednotiti kapital, pa za drugo leto so napovedali znižanje dobička iz tega naslova, bi rekel, računovodskih standardov iz 68 na 53 milijonov. Dejstvo je tudi, da je že cena sedaj na koncu četrtletja po dividendi, kar pomeni, da je padla cena v bistvu za dividendo, tako da to nič presenetljivega. Če govorimo o zavarovalnici Triglav, podobno so izplačali dividendo, cena je padla za dividendo. Res pa je, da so oni na skupščini rekli, da dobiček 110 do 95 milijonov bo lahko manjši od 25 do 40% iz naslova tega, da jim dodatno zavarovanje ne pustijo dvigant za teh 10 evrov. Seveda potem verjetno bojo tudi kakšne odškodnine in podobno, tako da zgodba se bo še vlekla. Ja, nismo še pri koncu, sigurno pa bo to vplivalo tudi še na gibanje v prihodnjem časovnem obdobju. Pa bova se še kasneje vrnila mogoče k dividendam, pa gremo zdaj še na eno pomembno dogajanje v tem drugem četrtletju, Žan, in sicer v drugem četrtletju ste pri novi KBM začeli z izvajanjem market makerstva na določenih dolžniških vrednostnih papirjih. Do sedaj smo imeli vzdrževalce likvidnosti samo na določenih delniških naložbah. Kako to, da ste se odločili za takšno potezo in kakšne imate zdaj izkušnje z vzdrževanjem likvidnosti v tem prvem mesecu? Mislim, zgodba je zelo preprosta. Prebivalstvo oziroma tudi podjetja vidijo, da imajo banke depozite po skoraj 0, mogoče malce više, medtem ko zakladne menice pa vseeno so na malce višjih nivojih. Neka naša ideja je bila že samim dvigom obrestnih mer, ki smo ga jih pozvali že prejšnje leto, da bodo ti finančni inštrumenti postali tudi atraktivni ne samo za banke in hranilnice, ampak tudi za dobesedno vse subjekte. Tako da smo bili v pripravi tega že nekaj časa. Potem pa nam je v tem kvartalu končno uspelo z vso papirologijo, vso tehnologijo peljati tudi kotacije. In kot smo lahko opazili, mislim, da smo naredili 2% celotnega prometa na borzi v drugem kvartalu, kar smo presegli že danes in včeraj s prometom. Mi smo naredili danes in včeraj skoraj 2 milijona prometa na zakladnih menicah, tako da se definitivno pozna, da je
vedno večji interes, seveda so tudi malce višje obrestne mere na zakladnih menicah kot mogoče en mesec, 2 meseca nazaj. Ampak ja, mi smo dokaj navdušeni, na začetku smo bili, okej, mogoče ne bo toliko veliko, mogoče bomo samo kotirali vsak dan brez posla, ampak izgleda, da se je ozračje kar ogrelo tudi za zakladne menice. Ja, definitivno mi na borzi to vsekakor pozdravljamo. Pozitivna reakcija, upamo, da gre tako tudi še naprej. Tomi, a lahko mogoče opišeš, na kakšen način lahko fizične osebe v bistvu kupijo te dolžniške vrednostne papirje? Lahko mogoče konkretno primer, če želi nekdo za 3000 evrov kupiti zakladnih menic, kako lahko to izvede? Na novi KBM smo to zelo poenostavili, tako da v bistvu imajo vsakdo ima v spletni ali mobilni banki online postajo za trgovanje, tam noter lahko kotira tudi oziroma odda naročilo za nakup ali prodajo zakladnih menic, obveznic. Na razpolago ima tudi kalkulator, tako zelo preprost, kjer si lahko izračuna donos pri dani ceni, tako da je kot en, bi rekel, informirano se lahko odloči, kaj bo kupil. Zdaj, kar če se tiče stroškov, zdaj za 3000 evrov naša provizija je nekje 0,2%, 6 evrov, evro pa pol vzame borza, pa KDD evro 26, tako da skupaj 8,76 evra. No in za primer, jaz sem šel gledat DZ104, ta zapade čez 11 mesecev, zakladna menica, donos 3,6 trenutno, po odbitju vseh teh stroškov je še zmeraj donos 2,9. No. Res pa je, da če kupujemo za več denarja, potem se ti stroški nižajo. Naprimer, pri nas nad 100 000 evrov imamo samo še 10 pik, 0,1%, KDD ima na 29 evrov omejen svoj strošek, borza pa na 2 promila. No. Tako da pri višjih zneskih so potem v bistvu se tale bruto donos ne zmanjša več toliko. Vsekakor pa, kot je tudi Žan prej omenil, dobra opcija za neko alternativo depozitom, so obrestne mere v vsakem primeru iz tega vidika, oziroma donosi, kar dobijo, lahko stranke razmeroma višji. Okay. Žan, centralne banke kar nekako ne popuščajo z višanjem obrestnih mer. Zahtevane donosnosti na obveznice rastejo. Koliko je tukaj še sploh prostora za rast, oziroma lahko rečemo, da so obveznice ta otok varnosti sedaj? Bomo kar nabito vprašanje, ga bom probal iz dveh smeri napadati. Prvo mogoče bi rekel, da centralne banke se počasi že umirjajo z dvigimi obrestnih mer, nismo samo hike okolju, ampak kot smo videli, FED je na zadnjem svojem zasedanju celo spavziral, ustavil, odvisno koga vprašate, kaj so naredili, ampak vseeno važno je, da so ohranili svojo obrestno mero na teh 5 do 5,25 koridorju. Medtem ko je ECB, trenutno smo na 3,5 obrestni meri in se tudi pričakuje za september za julij še en dodatni dvig 25 bazičnih točk, medtem ko september že postaja malce bolj ja ali ne. FED se tudi pričakuje še vseeno julij tudi 25 bazičnih točk dvig, medtem ko september bolj ali manj market pričakuje, da bo spet ali dobesedno zaustavil z ciklom dvignil obrestnih mer ali pa spet z neko pavzo probal svojo retoriko voditi market. Mogoče, kar je bilo zanimivo, Bank of England, vedno pravimo odkar je se Velika Britanija odcepila od Evropske unije, da se to pa ne vpliva odločitev te centralne banke na trg, ampak se vedno zgodi, da je nek odmev na marketu kar močen. Zakaj to govorim? Malce so presenetili mogoče v zadnjem zasedanju za dvigom za 50 bazičnih točk, medtem ko je market pričakoval 25 bazičnih točk. In mislim, da ima ta centralna banka še največ dela pred sabo. Medtem ko FED in ECB obe po 25, potem pa vidimo, kje smo po koncu poletja. Torej, vidimo luč na koncu tunela, dajmo temu tako reči zaenkrat.
Tako bi lahko rekli, mogoče začeli smo drugi kvartal z tistim vsemi SVB, neko ne euforijo, ampak bolj strah pred bančnim sistemom, pred begom depozita in koliko so zdaj depoziti še varni, najprej v ameriških bankah, potem se je tudi malo to preselilo v Evropo za Credit Suisse in vsem to. Definitivno brez teh dogodkov bi bili z obrestnimi merami še višje trenutno, ampak kar se je zgodilo, torej trenutno Fed 5,25, ECB 3,5 in pa Bank of England 5. Ok, in kako zdaj to vpliva na obveznice in njihovo privlačnost? Privlačnost, zdaj odvisno, koga vprašate, ne. Kar se dogaja, da je definitivno, market pričakuje, da bodo obrestne mere dokaj kmalu, mogoče v začetku leta 2024, mogoče potem v drugi polovici, da bodo te obrestne mere začele padati. Zato se mogoče donosi ne dvigajo toliko na dolgem delu krivulje obveznic, kot na kratkem delu krivulje obveznic. To se lepo vidi ob tem zelo spremljanem indikatorju 2-year, 10-year donosnosti ameriških obveznic, ki je bil že krepko pod 100 bazičnih točk, danes je nekje 80 negativno, torej tak je diferencial med dvoletno ameriško in 10-letno ameriško obveznico, ne. Tudi nek indikator recesije trenutno vsi pričakujemo, mogoče ja, mogoče ne, ampak definitivno pa neko pričakovanje trga, da obrestne mere bodo v prihodnosti enkrat padle. Ok, ko govorimo o ameriških obveznicah, je treba opozoriti, da je to tudi valutno tveganje seveda prisotno, ne? Seveda, če je tvoj vir financiranja z evri, ne dolarji, potem še vedno valutno tveganje, ampak podobno se tudi vidi, mogoče ne toliko ekstremno, ampak tudi se vidi mogoče v 10-letni nemški obveznici, kjer ta razlika ni toliko visoka, ampak še vseeno mislim, da negativno nekje 50 bazičnih točk je razlika, no. Še vedno ostaja. Ok, gremo malo še nazaj na delnice, Tomi. Začel si že na začetku, da je bilo to drugo četrtletje zelo pestro zaradi raznih skupščin in dividend, ne. Imeli smo precej burno dogajanje na tem področju. Videli smo Petrol, ki se je odločil splačati dividende kljub lanskoletni izgubi in pa rekordno recimo letos dividendo pri Luki Koper. Kakšna se ti zdi ta pomembnost konsistentnosti pri izplačilu dividend? To je večplastno vprašanje, pa vendar bi rekel, kar se tiče nekih konstantnih dividend, je na primer tukaj zavarovalnica Triglav taka zanimiva, ne, pri njej zmeraj veš, da vsaj 2,5 evra bojo dali. Zelo mi je pa všeč, da na skupščini delničarjev nekako povejo, kakšen plan, koliko procentov planiranega dobička planirajo izplačati v obliki dividend. Seveda, če ta dobiček raste, potem tudi dividende rastejo. En tak lep primer je Krka, ne, jaz sem za zadnje 4 leta gledal, iz 4,25 šli na 5, 5,63 letos 6,6 evra. Tako da se mi zdi ta dva podatka sta pomembna, ali da je neka konstantna dividenda, po možnosti celo večkrat na leto, ne, na primer NLB se je odločil, da bo 2-krat na leto dal dividendo, Salus ima to politiko že kar nekaj let, in pa na drugi strani, da ta procent dobička, delež dobička, ki bo izplačan v obliki dividende, delničarji to približno poznajo in potem si tudi lažje izračunajo bodoči dividendni donos svoje naložbe. Kar sigurno je pač pomembna komponenta, ko govorimo o slovenskih delnicah. Drži. Res pa je, da moram pa to povedati, za letošnje leto so vsi majčkeno bolj konzervativni pri napovedi dobičkov, no, iz tega naslova, da pač malo se nam pozna recesija v Nemčiji, tudi pri nas bo nižja gospodarska rast, tako da osebno mislim, da če bojo drugo leto dividende takšne, kot so letos, bom kar zadovoljen. Ok, hvala za ta komentar. Žan, dajmo še malo obveznic komentirati, in sicer tako pri NLB kot pri novi KBM ste nedavno izdali zeleno obveznico.
In Ne, samo NLB je izdala zeleno obveznico. vi ste pa, mislim, vi ste imeli pa samo tudi izdajo obveznice in je bila preupisana na Tako. obeh. Ta preupis zdaj spremljamo že kar nekaj časa na izdajah. A je to znak, da je lahko več projektov financiranih na ta način? A da zaznavate kako večjo, recimo tudi povpraševanje strani podjetij, da bi to investirali? To je vprašanje kot povečano povpraševanje po nekem zelenem financiranju ali? Zeleno na eni strani ali pa tudi obvezniško, no? Zdaj ja, če se mogoče samo na hitro pokomentiram preupis, dokaj pogosto se dogaja, da je na vseh teh izdajah obveznic, ne glede na ali je izdaja banka, ali izdaja podjetje, ali izdaja država, je preupis krat 2, krat 3, krat 4. Zelo skoraj nemogoče je zgoditi, da bi bil vpis enako izdaji. To je zelo slab znak za izdajatelja. Zdaj, kot ste omenili, NLB je izdal 500 milijonov zelene obveznice, ki zapade čez 4 leta in izdajatelj ima možnost odpoklica po 3 letih, torej for non-call 3. Medtem Nova KBM pa izdala 3-letno obveznico za možnost odpoklica po 2 letih, torej 3 non-call 2, 400 milijonov. Obe obveznici sta bila izdani z dokaj visoko kuponsko obrestno mero, NLB 7,125, medtem ko Nova KBM 7,375, torej razlika tistih nekaj bazičnih točk, ki je pa tudi razlika v swap krivulji, ki se nagiba navzdol, ko gremo enkrat iz 2 na 3 leta swap krivulje. Zato mogoče se strinjam, da je imela NLB mogoče še malce več navdušenja, zanimanja od vlagateljev, ker je bila zelena. Tukaj je potrebno povedati, da je zelo težko izdati zeleno obveznico, tudi Republika Slovenija ne izdaja zelenih obveznic, ampak samo sustainability bond, ki ni čisto zelena, vseeno je potreben sustainability framework, ampak definitivno framework za izdajo zelene obveznice je veliko težji. Definitivno oba izdana inštrumenta zelo zanimiva za vlagatelje in zaradi samega donosa, kot tudi zaradi samega izdajateljev, ki sta oba ena izmed regijskih prvakov in zato je tudi zelo pričakovanost obe obveznici zelo dobro performirata tudi na sekundarnem trgu. Sigurno pa tudi priložnost mogoče za kako drugo podjetje, da razmišlja pri dobivanju dodatnih sredstev mogoče na ta način, z izdajo obveznic. Mislim, v trenutnem slovenskem okolju edino podjetje, ki se poslužuje tega, vsaj v zadnjem času, je bil GEN-I in šele to z izdajo komercialnega papirja, torej za neko kratkoročni dolžniški inštrument. Predvidevam pa, da ko bodo enkrat ko bo neko podjetje potrebovalo novo financiranje, neke nove ideje, nov inštrumentarij, ne mogoče več samo kredit, ampak bodo tudi pogledovala po dolžniškem zadolževanju na trgu. Sigurno je ena od možnosti, ki je pač mogoče marsikatero podjetje trenutno niti ne upošteva, v prihodnje pa upamo, da bo tudi na tem področju več izdaj, mogoče tudi kakšnih srednjih velikih podjetij. Okej, zdaj pa ena tema, ki je pa sigurno ne moremo preskočiti drugega četrtletja, ker nam umetna inteligenca skače iz vseh naslovnic. Tomi, kakšen je tvoj vidik na vso to dogajanje okrog umetne inteligence, vrednotenja podjetij, ki se s tem ukvarjajo, so kar precej visoka? A imamo tu še kaj prostora za rast? Zdaj, strogo gledano, podjetja umetne inteligence, jaz sem za primer enega našel C3.ai z oznako AI-US, ta je bil na začetku leta tam $10 do $15, zdaj je 40, na piku je bil tam 48. Prvič bo začel delati z dobičkom 2026, naj bi bilo 36 centov po delnici, kar pomeni, da smo tle pri dobičku price earningu čez 100.
Dejstvo je, da v taki branži si kradejo dobre kadre, dobre storitve, oziroma ta prvi so pobrali ta najboljše. Jaz mislim, da je to bil Microsoft, ki je pol tudi prvi prišel z ChatGPT-jem, tako da je tlele Google majčkeno odzad ostal, oziroma Alphabet zdaj se s svojim Bardom trudi priklopiti. Je pa zanimivo danes, da je Musk ustanovil nov startup XAI in se takoj zapletel v debato z Billom Gatesom na to temo, zakaj ga je naredil, ne, pač opozarja na nevarnosti umetne inteligence, ampak tako pod črto. Mislim, da je ta razprava z umetno inteligenco, ki se je tudi, bi rekel, materializirala v smislu teh za začetek ChatGPT-jev, dvignila in Nvidio in Google oziroma Alphabet, Microsoft, pa tudi Meta je ravno danes objavila, da tudi gre za svojo storitvijo umetne inteligence. V prihodnje pa jaz mislim, da ni to ravno lih balonček, da tle odzadaj je kar nekaj znanja in da podjetja, ki bojo imeli dobre kadre, dobre rešitve in bojo te svoje services oziroma svoje storitve prodajala drugim podjetjem, da je kar bodočnost te panoge. Zdaj, koliko je pa to veliko, je pa debate. Ena od ocen, da je ta trg vreden trenutno 600 milijard, drugi 300 milijard, torej plavamo še kar dosti v temi, koliko je dejansko ta panoga velika in kako hitro bo rasla. Vsekakor pa umetna inteligenca je tu in bo ostala. Prav gotovo. No. Jaz mislim, da seveda eno so baze podatkov, na katerih bomo izvajali te raziskave s pomočjo umetne inteligence, na drugi strani pa, bom rekel, common sense, ne, zdravo pamet moramo uporabljati potem pri rezultatih teh bolj splošnih ChatGPT-jev, no, ker naprimer lahko imamo bazo dosti staro, ne, in potem podatke, ki jih dobimo, so lahko za lansko leto, so pa letos lahko čisto nekaj drugega. Drži in sigurno bo tudi kritično razmišljanje tisto, ki bo ključno pri uporabi dognanj iz te umetne inteligence. Ok, Žan, omenila sem, da imamo prvič nekoga iz zakladništva, pa bi mogoče tole izkoristila, da bi nam na kratko predstaviš, na kakšen način se zakladniki odločate o investiranju sredstev v banke. To je zdaj ta del, kjer povem vse skrivnosti, ki jih poznamo in to je to. Vseh čist ni treba, ampak da si lahko ljudje malo predstavljajo, kako to izgleda. Nažalost, ni zdaj toliko ekstravagantno ali pa neka visoka matematika, visoka znanost ozadaj. Definitivno smo zelo omejeni. Po eni strani si omejen s strani regulatorja, ki vsaki neki naložbi predpisuje, koliko kapitala mora kot banka, moraš zagotavljati, da lahko sploh kupiš oziroma imaš nek delež v tem nakupu, ali je to delnica, ali je to obveznica. To je ta RWA, risk weighted. Trenutno je okolje tako, da se bolj ali manj kupuje večinoma obveznice z zelo, zelo nizkim, torej to je težo, torej da mora banka čim manj kapitala namenjati za te naložbe. To je z ene smeri, z druge smeri si omejen tudi z svojimi internimi limiti, torej z vsakim nakupom se tvoja izpostavljenost do neke entitete poveča in tukaj mora biti znotraj teh internih limitov, kar se tiče in entitete, v katero vlagaš, kot tudi mogoče kot tudi na neki državni ravni, torej če imamo X internega limita do neke države, ne moremo preseči tega limita, tudi če ne investiramo mogoče v državne obveznice, mogoče v podjetja, ki so locirana v tisti državi, tudi tako ne moremo preseči tega limita. Tretje okolje, ki nas pa tukaj še malce bolj omejuje, je pa definitivno naša obrestna mera, ki lahko dobimo pri centralni banki, trenutno 3,5, in za banke se neke kratkoročne naložbe ne izplača tudi s trenutnim pogledom
okolje, kako se bo razpletlo z dvigom obrestnih mer, da bi v neke kratkoročne naložbe pod 3,5 ali pa 3,75 vlagali. Torej, z nekih vseh treh zornih kotkov smo malce omejeni, tako da nabor ni zdaj toliko velik, kar se tiče. Potem pa še zadnja stvar, pri samem naložbi banki je vse ideja, kako ti zbalanciraš svojo bilanco med aktivo in pasivo. To smo videli, kako se je slabo zgodilo v primeru SVB-ja, kjer so imeli čisti mismatch med svojo pasivo, torej med svojimi depoziti in pa potem v kam so te depozite vlagali. Zato je tudi pri nas zelo pomembno neko trajanje obveznic, v katere vlagamo, ki nam predpisuje naš risk-oddelek, in to je to. Torej, z ene strani smo omejeni, kaj lahko kupujemo, z druge smeri trajanje obveznic, z tretje pa smeri pa nek donos. Tako da ne prostane kaj veliko. No, vsekakor pa je varnost tista, ki je zelo pomembna, in se mogoče kakšen tak primer zelo teže zgodi, kot se je pač v Ameriki, ko si ga že omenil, ne. V Ameriki ni bil problem varnost. Tam so bili vloženi v ameriške treasuryje, ki je najbolj likviden, najbolj AAA++ zadeva, ki naj bi jo lahko kupil, ne. Tukaj je bil res mismatch. Ampak ja, če mogoče dodam, definitivno tudi tukaj zelo pomembno kvaliteta, kaj kupuješ, investment grade in še definitivno višje. Ok, hvala za ta tvoj pogled in v pogled, da si nam pustil malo, kako to izgleda kot zakladništvo. Tomi, greva še malo na Slovenijo, na naše delnice, a imamo tudi mi kakšne skrite šampione? Tukaj smo v tem četrtletju videli nekoliko mogoče izven oči javnosti oziroma bolj v senci podjetij prve kotacije, je podjetje Salus v drugem četrtletju bilo na drugem mestu med zmagovalci. Podjetje se vztrajno širi, prevzema druga podjetja v regiji, ima svoje poslovanje vse od Baltika do Balkana. Kakšno je recimo tvoje mnenje o tem podjetju? Jaz to podjetje že kar nekaj let spremljam, meni je drugače tale veletrgovec z zdravili zelo všeč, ker ostaja v svoji panogi, prevzema podjetje v svoji panogi v jugovzhodni Evropi, zna tudi uravnavati tveganja pri plačilni sposobnosti kupcev in pa stalno modernizira svoje poslovanje, tako da dobro vodeno podjetje. Ja, hočem reči, torej lahko gledamo tudi podjetja, seveda izven prve kotacije, ki pač znajo biti za investitorje mogoče zanimiva, vsekakor pa seveda pridemo potem mogoče na problem likvidnosti. Ok, pa dajmo zdaj zaključiti s pogledom v prihodnost. Kakšno poletje nas čaka? Žan, bi ti komentiral, kaj pričakuješ na obvezniških trgih? Mislim, definitivno so centralne banke, ki bodo seveda spet najbolj spremljene entitete, če se slučajno kaj drugega ne zgodi, skozi gledale podatke, ki bodo prihajali za prihodnje mesece, kar se tiče in inflacije in dela trga. Včeraj smo lahko videli spet neko presenečenje v Ameriki z nižjo inflacijo, kot je bilo pričakovano. Trenutno je ta headline inflacija padla na 3% na letni ravni. Torej, se počasi bližamo tem magičnim pragom 2%. V Evropi nam še malce manjka, mislim, da bomo počasi nekje na 5% letne inflacije na evroobmočju. Torej, definitivno, kot sem že omenil prej, pričakuje se še neki dvigi, bolj ali manj vseh centralnih bank. Kje pa bomo potem na koncu poletja, bo pa zanimivo. Mogoče, če pokomentiram, kaj se dogaja tudi na valutnih trgih. Če smo mogoče opazovali prejšnje leto neko moč dolarja, trenutno letos ravno obratno, če je bil evro-dolar še pod 1 v nekem koncu v oktobru, novembru prejšnjega leta, danes že krepko čez 1,11. Podobno tudi vidimo, kaj se dogaja z funtom, tudi 1,30 napram dolarju.
kar je pa spet neka funkcija, kako se centralne banke obnašajo. Ok, Tomi, kakšno pa tvoje mnenje o delniških trgih čez poletje? Zdaj, bi rekel, sploh v zadnjih dneh odnos do tveganja se je majčkeno spremenil pri investitorjih, ko so začutili luč na koncu tunela glede dvigovanja obrestnih mer. Tako da iz tega naslova potem se povečuje povpraševanje po equity-ju, po delnicah, pa tudi potem vrednotenja začnejo malo drugače teči, ko se potem tista nerizična obrestna mera začne nižati in se pol s vsemi pribitki zraven, potem se lahko nam povečuje price earning. Tako da jaz mislim, ok, tehnologija je svoje že kar naredila, take rasti verjetno v drugem polletju ne bo, lahko pa ostale delnice se z eno zmerno rastjo priključijo. Ok, torej se zopet ogremo na delniških trgih. Hvala lepa za vse te vajne odgovore. Mislim, da je bila zelo zanimiva debata in s temi odgovori smo prišli do konca našega webinarja. Torej, hvala gostoma iz Nove KBM, Tomi Apoloni in Žan Jarc, da ste se nam pridružili in delili svoje mnenje, in seveda hvala vam, spoštovano občinstvo, da ste nas spremljali. Posebna zahvala pa gre tudi podjetju Sava Re, ki je podpornik projekta razvoja slovenskega kapitalskega trga. Vsem želim čim lepši dan, sproščujoče poletje in seveda kmalu nasvidenje. Nasvidenje.